Evo, povejte, kaki so vajini vtisi o tekmi? Matej, boš ti najprej povedal, jaz v tej tekmi prav ne morem ene lepe stvari najti. Ti najdi kakšno fajn stvar, pa bom pa jaz pokritiziral. Mislim, zmaga je že fajn, a ne da. To, da so zmagali, je že dobro. Zdaj, to je lahko prva stvar, s katero začnemo zdaj, sej. Kot pravijo po fuzbal tekmah, takih fuzbal tekmah ponovadi od lepote ne bomo ravno umirali, pa zmagi se ne gleda v zobe, je še ena znana, ki jo ponovadi po takih tekmah uporabljamo, ampak ja, mislim, Pelikani so slaba, za nič ekipa, Lakersi so morali zmagati to tekmo. Na koncu so v bistvu, mislim, vsaj ko gre za prvo peterko, mislim, da je zelo dobro oddelala svoj job, ampak se je pa videlo pri rezervistih, pri klopi, da jim manjka neke globine, no? Da zagotovo nimajo zdaj na klopi 4 igralcev, ali pa 5 igralcev, ki bi lahko zapolnili ali pa vsaj dostojno nadomestili starterje. Ker če sam gledaš plus minus starterjev, Luka je bil plus 30, Aiton plus 35, Rui Hachimura tudi plus 30, pol je bil še Reeves plus 16, pa Smart plus 7. Ampak recimo v sklopi je bil pa Vanderbilt minus 19 v 11 minutah igre, Jackson Hayes pa minus 21 v 12 minutah igre. Knecht pol še minus 12 v 10 minutah. Ampak ravno v minutah, ko je Luka, pa tudi nekateri drugi starterji, ko so sedeli, so se v bistvu približali Pelikani v drugi četrtini in potem iz tretje v zadnjo četrtino. V bistvu sem upal, da bo lahko prva peterka dobila nekaj več počitka na tej tekmi. In je kazalo precej dobro, ko so si tam nekaj čez 20, mislim, da 22 točk prednosti nabrali v tretji četrtini. Potem je pa klop nazaj prišla v igro, pa je hitro ta prednost skupnela tam na 8-10 točk v bistvu. Mislim, da ko se je Luka vrnil, je bilo že samo 8 točk razlike in so morali že spet starterji na polno odigrati, pa tudi veliko minutažo si nabrati. Luka je igral 40 minut, Reeves 39, vsi ostali starterji tam nad 35 minut. Že danes imajo pa novo tekmo proti Milwaukeeju in s potovanjem tudi vmes iz New Orleansa potujejo v Milwaukee, tako da bojo verjetno sredi noči enkrat zgodaj zjutraj prišli v Milwaukee in jih potem že kmalu čaka tekma oziroma brez kakšnega počitka ali priprave bojo morali to naslednjo tekmo odigrati in seveda bi bilo dosti bolje, če bi lahko prej zaključili tole tekmo proti Pelikanom in ne bi bilo treba starterjem v zadnji četrtini vstopati v igro, ampak ja, globina zdaj, ko se vrneta recimo LeBron James, pa tudi Gabe Vincent, ki je še del rotacije, potem bojo recimo imeli z Jakom LaRavijo še na klopi, Gabeom Vincentom, če bo Smart šel na klop namesto LeBrona, bojo imeli nekaj močnejšo klop v tem primeru, oziroma ko se vrnejo te manjkajoči, oziroma predvsem ta dva, ki bosta del rotacije. Ampak zaenkrat pa ja, vidimo, da zagotovo nimajo klopi, na katero bi lahko resno računali in se jim to tudi pozna na tekmah. Blaž, kako si pa ti videl tekmo? Kaj ti je bilo všeč, kaj ti ni bilo všeč? Jaz sem jo videl dosti podoben kot Matej, no. Tukaj v bistvu ta tekma je res pokazala, koliko šibko klop imajo Lakersi in da če nimajo vseh zdravih, se lahko marsikaj zgodi in ja, mislim, prva peterka je super, mislim, se so načeloma prva peterka njihova vedno dobiva tekme, razen proti OKC-ju, tisto ta zadnjo, ampak enostavno klop pa je, kakršna je, a ne. Ampak glej, saj vemo, to je ekipa, ki je v izgradnji in ja, pač bojo še rabili nekaj časa. Mogoče bojo pa letos še kakšno dobro menjavo naredili za na klop, ampak
Ja, mislim, ni bil to dober pokazatelj. Je pa res lahko, da je tudi samo kakšen tako mal dan, ko ni šlo vse dobro, ampak na splošno, saj samo imena pogledamo, načeloma to, kar imajo na klopi, se verjetno z unimi najboljšimi ekipami, ki bojo na koncu igrale za naslov, ne more primerjati. Jaz tukaj pogrešam mogoče malce boljše rotacije ali pa morda samo Reeves še ni pravi po poškodbi, ko je prišel nazaj. Spomnite se pred poškodbo, še posebej brez Luke, je večkrat presegel po 40 pik, in zelo dosti je prodiral in zelo hitro, odločno prodiral. Zdaj pa sicer uspe prodreti, ampak večkrat zgreši, izsiljuje favle, tudi večkrat je šel prej na črto prostih metov, zdaj pa niti ne več toliko. Vse glede, Na tej tekmi je imel 13 prostih Ja. metov, pa 56% met, tukaj je bil čisto v redu. Zdaj nisem imel feelinga, da na tej tekmi ne bi recimo Ja. prihajal do metov ali pa ne bi bil dovolj agresiven na dober. Mislim, 31 točk, 7 podaj, 4 skoke, to je za Reevesa več kot dovolj. To je mogoče prva tekma, ko zgleda tako malo bolje, no, proti Pelikanom sicer, pa zelo dosti pozornosti je bilo usmerjene k Luki, tako da on je imel več prostora. Pelikani so se na splošno odločili, da bodo Luka skoraj vsako akcijo podvajali ali ko prodira ali pa že kar takoj po pick and rollu, včasih celo, ko je šel čez sredino. In Luka je to res odlično izkoriščal, čeprav, ko gledam na splošno napadalno taktiko Lakersov, po pravici povedano, sem včasih celo malce navijal, da se Pelikani še bolj približajo, zato da se Lakersi malce bolj zbudijo. Sicer obramba je bila solidna, ampak ko gledaš napad, ali ima Luka žogo, ali ima Reeves žogo, zelo statičen napad in ni neke težnje, da bi recimo tam boljšim strelcem žogo omogočili čim večkrat vršiti na koš. Mene recimo je zelo Kdo motilo. pa so ta boljši strelci v Lakersih? Ja, ne vem, se tebi zdi normalno, da je Hachimura vrgel 5 trojk, Smart pa 10? Saj on je edini dober strelec, ampak to je del tudi načrta bil Pelikana, oni so Smarta puščali samega, Ruja Hachimura pa ne bojo, seveda, ker je njihov edini zanesljiv strelec, a veš, saj v bistvu glih to je problem, mislim, zato sem se na to hotel navezati, ker Ja, no, je v in bistvu Rui edini zanesljiv catch and shoot igralec, ki ga imajo zdaj v rotaciji. torej, Trojki smo že govorili, to je ena pomanjkljivost torej, te ekipe. Torej, obramba Pelikanov je delovala, obramba ene najslabših ekip na zahodu. In če jaz prav razumem, potem, če jih takšna obramba stisne na takšen način, kaj potem Lakersi nimajo rešitev. Mislim, mora Smart vrči 10krat trojko, tle jaz pričakujem malo več od Redika, no. Mislim, a veš, ko govoriš o tem, a veš, da imata Luka pa Reeves žogo, tukaj bi te tudi vprašal, kdo je pa najmanj, če ne Luka pa Reeves. Kdo pa je v tej ekipi še zanesljiv ball handler, organizator, ki mu lahko zaupa žogo? Saj sta to trenutno samo Luka Saj ne pa rečem, Reeves, da vsi mora kdo ostali drug so... imeti, normalno, da ne. Luka ima drugi najvišji usage rate v celi svoji karieri, in tudi največ metov vrže, če gledaš sezono po sezono. Meni je to vedno bil znak, da ekipa ni dobra, če ima Luka takšen visok usage rate pa saj toliko ni, metov, ne. mislim, Ja, ni, saj ampak ni to ekipa na nivoju OKC-ja ali Denverja ali pa tudi Houstona, ja, če govorimo o rosterju 1 do 15. ja, ampak A veš. problem je v tem, da smo mi, veš, nas je mogoče malo zaslepil ta dober začetek, ki smo mislili, Lakersi bodo tam tretji, četrti, največ peti. Ja, saj res to so lahko. tako igro, Saj jaz to ne so vem, če lahko. sploh pridejo na 6. mesto, jaz mislim, da bojo v play-inu.
Mislim, da pretiravaš. V vsakem primeru, lahko se zgodi, da padejo v play-in, ampak to tudi zaradi tega, ker po mojem med drugim ali pa med tretjim in ne vem, 7., 8. mestom bojo verjetno 3, 4, največ 5 zmag, recimo razlike. Se lani jih je bilo, ne vem, 3, 4, 5 zmag tam med 7 ekipami pravzaprav na zahodu. Tako da Lakersi so igrali proti Minnesoti, ki je imela 2 zmagi manj, ampak je bila na 7. mestu, ali ne, na 6. mestu. Ja. Tako da bo enako letos, tako da se seveda lahko zgodi, da pridejo v play-in. Ampak v enem pa s povratkom Lebrona, pa sem rekel, tudi Gabe Vincenta, ki je recimo en dodaten, recimo sekundarni ball handler, sekundarni organizator, ki lahko malo tudi žogo igra, pa bojo imeli potem recimo, Reevesa, Luko, Lebrona, pa potem kot recimo tista secondary ball handlerja, recimo še, ali pa v tem primeru celo terciarna ball handlerja, še Smarta pa Gabe Vincenta. Tako da to bo nekaj pomagalo. Zdaj, na koncu zmagali precej zanesljivo proti ekipi, proti kateri so morali zmagati. Tako da jaz tukaj ne bi bil preveč kritičen, razen seveda, da probleme sklopijo. To ni zanesljiva zmaga. Zato, Mislim, ker so vodili za 16 v prvi četrtini, vodili so za 20 v tretji četrtini in Luka je mogel reči 40 minut. Mislim, zanesljiva zmaga je... Ja, ampak to je bila klop, v klopi smo pa govorili, klop je problem. Ja, no, to ni zanesljiva zmaga, oprosti. Tako da, zanesljiva zmaga zame je, ko Houston zmagal proti Trail Blazersom 140-116. To je zanesljiva zmaga, pa Trail Blazers niso slabe ekipe. Dobar, ni bila zmaga na koncu tekme, ni bila nikoli ogrožena. No, v zadnjih, recimo 5 minutah, ko se je Luka vrnil, tam 6-7 minut, ko so prišli na 8, je takoj razlika zrasla potem v 2 minutah na 15-16 pik in potem so več ali manj to razliko okoli 15 pik držali do konca tekme. Tako da zmaga ni bila ogrožena in iz tega vidika bi rekel, da je zanesljiva, ampak ja, niso najboljšo možno tekmo odigrali, ampak ni bilo pa spet, ne vem, ravno disaster. Disaster bi bil, če bi izgubili, ali pa ne vem, če bi igrali egal končnico na koncu, ampak v tem primeru jo niso. Pri tekmi sem gledal bolj, ko bi rekel, to tekmo sem gledal bolj skozi prizmo celotne sezone, ali pa vsaj recimo naslednjih, ne vem, 5, 6, mogoče 10 tekem. Mislim, ko jaz pogledam zahodno konferenco, se mi zdi, da niso boljši od njih samo Oklahoma, Denver pa Houston, ampak mislim, da znajo pred njimi končati tudi San Antonio, verjetno tudi Golden State, Phoenix se zdaj dviga, mislim, Minnesota. Phoenix ne bo pred njimi. Ne vem, zdaj so 8-5. Mislim, če misliš, da so na nivoju Phoenixa, potem imaš Lakers tam za ekipo, ki se bo borila za play-in. Mislim pa, da so boljši od ekipe, ki se bo borila za play-in. Ne vem, s takšno obrambo in veš, in ko prije še LeBron nazaj, bo Smart na klopi, bo v prvi peterki še slabša obramba, klop mogoče bo malce boljša, ampak ne vem, bomo videli, kako bo Redick razdelil minutažo, kako bo uspel rotirati te 3 žogovodce. Ampak res, mislim, takšne tekme napovedujejo, ne vem, se mi zdi slabo sezono. Ti si že tako bil pesimist že pred začetkom sezone, pa so začeli bolj v tvojih pričakovanj. Tako da bomo videli, če bojo tudi nadaljevali bolj. Mislim, da malo podcenjuješ to ekipo, ampak tisto, kar bi jaz recimo rad videl, v klopi smo govorili, ampak tudi realizacija njihovega napada, ko igrajo 4-3, ko Luko podvajajo, ni dovolj dobra zaenkrat. To si že omenil na tej tekmi. V bistvu na zadnjih 2, že proti Oklahomi so ga v bistvu podvajali praktično skoraj da celo tekmo, tukaj so ga pa dejansko v praktično vseh napadih, z izjemo recimo parkrat je uspel v prvem polčasu v tranziciji zadeti ene trojke, ki jih je vrgel, še preden so ga uspeli podvajati. Je malo prehitil ta njihova podvajanja, ene parkrat je lepo
splitov ta podvajanja, torej nekako precepil vmes, prebil ta podvajanja, in iskal več ali manj, mislim, da je imel izjemno dobro playmaking tekmo Luka in bi lahko na taki tekmi, zaenkrat še ni, ker tako zgodaj delamo, še ni teh naprednih statistike za tekmo, število prodorov pa podaj pa takih stvari, se pravi tracking podatki za tekmo še niso na voljo, ampak sem skorajda ziher, da je imel na tej tekmi tam 24, 25 potencialnih podaj, no. Če bi izkoristil recimo vsaj tam 60-70 %, bi imel tam brez problema, koliko jih je imel, 12 podaj na koncu, mislim, da bi brez problema lahko na tej tekmi imel tam 16-17 podaj ob normalnem izkoristku tistih povsem odprtih metov, ki so jih dobivali po Lukovih podvajanjih, in ta realizacija ni ravno najboljša, ampak to se bo pa že spet, no, po eni strani se tukaj vidi, da nasprotniki Austina Reevesa preprosto ne spoštujejo toliko, recimo, kot domnevam, da bojo LeBrona. Mislim, da da bojo Luko dosti manj podvajali z LeBronom na parketu, ker seveda ne morejo njega samega pustiti, ampak Austina Reevesa pa lahko, ali pa vsaj šejdajo malo, njegov obrambni igralec se pomakne malce bolj proti sredini, igrajo skorajda neko polzono z podvajanjem seveda na vrhu, in v takih situacijah bojo morali bolje to reševati, no. Saj vemo, da je bilo to tudi v Dallasu, preden sta se recimo s Kyrijem igrala, bil problem, da niso imeli dobre realizacije, ampak potem v 23-24 sezoni je bila pa ta realizacija odlična in tudi niso mogli potem več Luke podvajati toliko, kakor so ga recimo pred tem. Tako da, ker definitivno je, recimo, saj vemo, v NBA ligi je vse stvar trendov. Čim vidijo, da proti eni ekipi, da je določen recept uspešen, bojo to druge ekipe še potencirale. In ker je bil OKC prejšnjo tekmo precej uspešen s tem, so danes Pelikani res šli tisti. Mislim, da se pravi, po mojem so ga podvajali tam v 95% napadov, oziroma samo takrat ne, ko je nekako prehitel ta podvajanja s kakšnim hitrejšim metom. Blaž, kam se pa ti nagibaš glede Lakersov in njihove igre na splošno? Si bolj optimist kot Matej ali bolj na moji strani? Blaž očitno ni na nobeni strani zdaj, ne vem, ali ne sliši, ampak Blaž potem, ko si zraven, se priključi. Ne Saj vem, drugače jaz nisem, jaz ne bi rekel, da sem nek strašen optimist, jaz mislim, da sem realist, saj smo govorili že o tem, da pač, če bojo želeli biti resni kontenderji oziroma se boriti za tista najvišja mesta in potencialno naslov to sezono, bojo morali trade ali verjetno dva narediti in okrepiti ekipo, izboljšati predvsem recimo atleticizem na krilu ali pa obrambo na krilu, pa med za tri, govorili smo pač o teh 3&D igralcih, ki bi pasali, ki bi dobro sodili v to postavo Lakersov. In dejstvo je, da nekaj takega bojo morali narediti, ampak še vedno pa mislim, da z dodatkom zdravega in motiviranega LeBrona, ki, če se bo seveda pripravljen podrediti ekipi in delati za ekipo, in tudi Gabe Vincenta, ki smo ga še omenjali, mislim, da bojo imeli dovolj, da se recimo lahko borijo za prednost domačega parketa, tako kot sem mislil že pred samim začetkom sezone, torej za eno od 4 najboljših mest na zahodu. Tako da z tega vidika mislim, da je to povsem realno, no. Mislim, meni se, a veš, ne zdi no tako slabo, no, kot si ti poskušal narisati tole sliko Lakersov. Drugače Milwaukee mislim, da je tudi igral danes, tako da jutri bo tudi Milwaukee na back-to-back tekmi. Poleg tega Ja, samo so doma. so doma. Odigrali so celo podaljšek proti Hornetsom.
ne, in Antetokounmpo je tudi igral 40 minut, tako kot Luka, in drugi so tudi igrali kar precej minut. Sem to čist drugače, če si doma ali pa če letiš in prideš tam ob 4-5 zjutraj v hotel in potem Ja, igraš seveda. že spet zvečer tekmo. Te back-to-backe bi po mojem morali eliminirati, ker to je več ali manj avtomatični poraz, no, z tisto ekipo, ki ima dolg let, dolgo potovanje in 2 tekmi v 2 večerih z dolgim potovanjem, seveda vmes, kjer nikoli ne prideš v hotel tam pred 4. uro zjutraj, kar seveda pomeni potem, da ne moreš imeti niti dobre priprave na tekmo, ampak prideš praktično iz hotela potem, ne vem, ob 4 popoldan štartaš in greš na tekmo in je to. Tako da to se mi zdi res totalno, ne vem, nefair. In letos imajo Lakersi, ki sem že gledal, so ekipa, ki ima druga ekipa po številu back-to-backov z potovanji vmes. In to mislim, da na koncu definitivno pomeni, ne vem, razliko nekaj zmag oziroma porazov več v sezoni napram ekipam, ki imajo seveda manj takih back-to-backov. Te se mi zdijo res totalno oziroma najbolj nefair in te bi mogli eliminirati. Če že imaš back-to-back, potem bi morali vsaj potovanja vmes eliminirati. In se mi zdi to en tak velik scheduling problem in seveda več ali manj pričakujem, da bojo Lakersi danes ponoči izgubili. Čeprav mislim, da bo Luka in da bojo vsi nosilci igrali, nenazadnje je Luka zdaj že izpustil nekaj tekem in če želi potem na koncu sezone konkurirati za te nagrade, si ne more privoščiti, da bo še naprej spuščal back-to-backe, ko je zdrav in lahko igra. Ja, to konec koncev tudi do gledalcev ni fajn, ne, ker NBA verjetno bi rada vsako tekmo dala na parket nek dober produkt, neko dobro tekmo in po takšnih potovanjih in back-to-back tekmah, veš, da potem ne moreš pričakovati nekaj dobrih predstav, še posebej od seveda tiste ekipe, ki gostuje. Tako da to je res škoda, ampak Blaž, si ti še tukaj ali si ti zaključil za danes, da vidimo, če se bo javil, če ne lahko tudi mi počasi zaključimo, razen Matej, če nimaš ti še kaj, če si pogledal kakšno drugo tekmo ali še kakšno mnenje. Mislim, imela sta toliko vneto debato, da nisem hotel motiti vmes. Jaz se ne bi motil, sva čakala, da kaj rečeš, a si preslišal. Ja, tako da, ne, mislim, strinjam se v bistvu z obema vidikoma, tako z tabo, Marko, kot tudi z Matejem. Pač en je malo bolj optimističen, drug je malo bolj pesimističen na vse skupaj, ampak dejstvo je tukaj, kar pa mislim, da Marko zdaj ti tudi strinjaš, kar je Matej rekel, da če Lakersi ne bojo še kakšne menjave naredili, pač ne bojo konkurenčni na koncu v play-offu za karkoli več kot mogoče prvo rundo. Ja, tudi s tradi, po moje, čez drugo rundo ne pridejo. Ja, glej, odvisno, kako se ti poklopa, veš, saj lahko, da se jim bo poklopil nek dober trade, pa da bojo dobili dva dobra igralca, pa, a veš, saj to je pa tisto, ker trade market je vedno nepredvidljiv. A veš, lahko dobiš potem v končni fazi, a ne, lahko za Anthonyja Davisa dobiš Luko Dončića, tako da trade market je vedno nepredvidljiv in lahko se ampak ti to je- zgodi kaj takega, a ne. To je en trade na 100 let, ne en trade na leto. Ne. Vem, ampak hočem ti povedati, a veš, da rečeš naprej, da ne bo šlo, lej, mogoče se ti pa poklopa, veš, na deadline day, pa ne vem, Dallas razbije ekipo, pa dobiš PJ-ja Washingtona, ne vem. Ja, Mark Cuban pravijo, da zdaj malce več govori z Dumontom in ima več vpliva pri njemu in navija za to, za rebuild, da se potrejda večino igralcev, ki imajo dolge pogodbe in se okoli Cooper Flaga spet vzpostavi nova ekipa. In v tem primeru bi po moje sigurno tudi Lakersi z zanimanjem spremljali nekatere igralce, ki so primerni za njih. Jaz po pravici povedano si najbolj želim PJ Washingtona in Naji Marshalla, tudi za Hachimuru recimo mi ni problem, ker Hachimura ima samo šut prednost pred PJ-jem
vse drugo pa je v prid PJ Washingtonu in imajo tudi že neko zgrajeno kemijo, okrepili bi obrambo in mislim, da obramba je daleč največji problem Lakersov. Napad ne bo nikoli problem z LeBronom, Luko in Reevesom. Mislim, problem je trojka. No. Trojko morajo izboljšati volumen, se pravi število metov, ki jih mečejo in odstotek. No. V obeh teh kategorijah, se pravi po številu poskusov in po odstotku meta, so tam v bistvu med najslabšimi ekipami. Po številu poskusov so šele 26. ekipa v ligi, po odstotku so pa 25. No. Tako da nikakor, mislim, ne morejo biti, ker če gledaš recimo ostale ekipe, ki so tako nizko po odstotku ali pa po številu metov, mislim, recimo za Lakersi so samo Utah, Brooklyn, Dallas, Indiana, Memphis, če govorimo o odstotku, po številu poskusov pa Sacramento, ok, Houston je tudi nizko po številu poskusov, samo imajo pa dosti višji odstotek. Tako da, ampak če gledamo predvsem, ja, mislim, ta dva indikatorja skupaj, oziroma te dve kategoriji skupaj, to ni recept za dober napad. No. Oni sicer to rešujejo s tem, da imajo najboljši odstotek meta za 2 točki v ligi, ampak 3 je več kot 2. In zdaj v sedanji iteraciji NBA lige, v tej moderni NBA košarki, preprosto brez dobrega meta za 3, vsaj povprečnega meta za 3, ko govorimo o volumnu oziroma številu poskusov in odstotku, ne moreš imeti dobrega napada. No. Mislim, oni ga sicer imajo že spet s tem, da imajo izjemno učinkovit met za 2, mislim, po odstotku meta za 2 so 61-odstotni, 60,9 odstotni, ampak morajo pa izboljšati tudi trojke. No. Če želijo imeti dovolj dober napad, da bojo lahko deloma kompenzirali tudi recimo neke slabšo obrambo. Trenutno imajo kater napad lige? Ja, ne, mislim, se nimajo res enega kakšnega strašno dobrega ofenzivnega ratinga. 114,8 v bistvu so po učinkovitosti napada na 17. mestu, po učinkovitosti obrambe pa kje so zdaj Lakersi? Tudi na 17. mestu. Tudi na 17. mestu. V napadu in ja, mislim, tako da definitivno, mislim, glede na to, če bi gledali samo učinkovitost napada in obrambe oziroma njihov net rating, razliko med napadom in obrambo, bi bili niže na lestvici. Mislim, so zmagali več tekem, ampak tukaj pa že spet tiste tesne tekme recimo potem dobivajo, kjer pridejo izkušnje pa clutch faktor seveda do izraza in s takim playmakerjem kot Luko boš dobil več tesnih tekem kot ne. Ampak ja, so imeli tudi nekaj blowoutov, mislim, tisti poraz v Atlanti proti Oklahomi so visoko izgubili zdaj. In pri takem številu odigranih tekem seveda lahko tudi vzorec, če ni dovolj velik, no, se še ni stabiliziral, lahko seveda 2 taki tekmi precej vplivata, ampak mislim, da predvsem, ko govorimo o napadu, mislim, obramba, če imajo tam nekje povprečno obrambo, je to že dobro, sam napad pa morajo imeti tam top 5, top 6. In tukaj se mi zdi v bistvu, mislim, ne zdi, ampak je v bistvu največja rezerva ravno pri trojkah, no, in pri številu vrženih trojk in pri odstotku zadetih trojk. In generirajo ogromno odprtih metov. Me prav zanima, kakšna je njihova statistika pri povsem odprtih metih. Lahko še to na hitro pogledam, koliko povsem odprtih troj generirajo in kako jih zadevajo. Torej, te povsem odprte trojke, ta statistika generira kot trojke, kjer je closest defender
dlje kot 6 plus fit, torej Ja, tam no, recimo približno Smart 2 ima metra. prve trojke 1,10 danes, ne. Mislim, da ni bilo nobena. Ja, ne sej, verjetno so tudi tukaj precej slabi. Se pravi, po odstotku 3 points. Ja, ok, v bistvu je malo boljši, kot sem pričakoval. 39 odstotni so pri povsem odprtih. Ampak s tem, da najboljša ekipa v ligi po odstotku povsem odprtih zadetih trojk so Rocketsi za 49 odstotki. Mislim, 39 še vedno ni ravno dobro. Če bi gledali sam, na katero mesto v ligi jih daje 39 odstotkov, je to 15, 5, 10, 16 mesto. Tam nekje povsod so Ja, nekje na 60. mestu. Tako da, mislim, tudi to ni dobro. No? Mislim, bi morali tukaj seveda zadevati take mete znati 40 odstotki, saj če gledaš dobre ekipe, jih zadevajo precej nad 40 odstotki. Se sem omenil, Houston Rocketsi 49, Philadelphia 47, Minnesota 45, tako da tukaj bi tudi morali imeti boljši odstotki. In tukaj se mi zdi, no, da bi morali tudi nekaj narediti, no, kakšnega šuterja, se pravi, zaradi tega, kakšen 3&D igralec bi lahko pri njih že ogromno spremenil, no. Bi dejansko, se mi zdi, lahko nekaj, lahko z enim takim roleplayerjem se že dvignili recimo en rang više, ko gre za tiste najbolj resne kandidate za naslov. Ja, ampak veš kaj, lej, prva postava je zacementirana, ko pride LeBron nazaj. Imaš 3 žogovodce, imaš Aitona na centru in potem imaš Hachimura, najboljšega šuterja na štirki. Ali recimo na trojki, če hočeš LeBrona imeti na štirki, no, to je vseeno. Dobro, no, se tudi LeBrona, veš, mislim, če bo recimo LeBron namesto Marcusa Smarta, LeBron je v zadnjih letih postal zanesljiv Ja, catch and shoot tako je. tricaš, vsaj precej boljši kot Marcus Smart. Zdaj dejansko, ker problem je v tem, da tudi Reeves ni recimo catch and shoot šuter, igralec, ki bi trojke metal po podaji, ampak bolje meče iz igre, je ritem šuter. Podobno kot Luka, no, se tudi on ni po naravi catch and shoot igralec, ker pač taki igralci, ki so seveda vedno igrali do žogo, niso nikoli bili ravno prejemniki podaj za odprte mete za 3, ampak so bili tisti, ki generirajo te odprte mete za 3, ki servirajo te podaje. In zaradi tega sta oba boljša ritem šuterja. Rui je v bistvu edini catch and shoot igralec, pa z LeBronom bi morali biti malo boljši, ampak dobro, a veš, zdaj, če bi pripeljali kakšnega elitnega 3&D igralca, potem bi lahko tudi tega dali v prvo peterko, recimo namesto Reevesa ali pa namesto Ruija tudi, no. Pa bi vseeno bilo dobro, če bi imel Ruija tudi potem sklopi pa določenih kombinacijah seveda skupaj z drugimi. No, v vsakem primeru tukaj se mi zdi, mislim, če ne bojo, a veš, če se navežem na tvoj pesimizem, če ne bojo izboljšali te statistike za 3 točke, torej število poskusov, pa tudi odstotek, potem bo slabo, no. Potem bojo bliže play-inu kot play-offu oziroma kot direktni uvrstitvi v play-off, ampak vsaj na papirju bi morali, no, nekaj bolje metati, no. Se mi zdi, da niso ravno, ker če gledaš ekipe, ki so pod njimi po številu po odstotku trojk, imajo vse konkretno slabše šuterske rosterje, recimo Dallas, ki sploh nima nobenega, mislim, oni bi že za enega Ruija Hachimura oziroma tazga strelca roko, mislim, dali vse. Tukaj predvsej izstopa Houston, ki ima zelo dober procent zadetih trojk, meče pa zelo malo trojk, glede na to, kako dobro jih meče. In če se spomniš, ko je Dallas menjal za Gafforda in PJ-ja, se je šuterski profil Dallasa takoj spremenil in so igrali bolj na noter, niso imeli več toliko trojk, ampak še vedno so bili zelo uspešni.
Je pa res, da se je seveda izboljšala obramba, imeli so več posesti tako v napadu, zaradi skokov v napadu, kot zaradi več ukradenih žog ali pa blokad, recimo, to vse prenese obramba. In nekatere ekipe, ki so slabše v trojkah, dejansko tako igrajo, ne. Recimo Houston je dober primer, mogoče Memphis izpred zadnjih par let. Tukaj so imeli vedno enega dobrega ali pa tudi dva centra, ki so skakali v napadu, ki so v bistvu ta manko trojke nadomestili z več napadi. Ali pa z recimo tudi več turnoverji, z več pridobljenimi žogami. Oklahoma je recimo tako igrala, dokler ni začela tudi ona dobro šutirati za tri. Precej tekem je zmagala ravno zato, ker je imela več napadov kot nasprotnik, no, potem ta manko šuterjev za tri se mu je poznal v play-offu, ko je tudi izgubila proti Dallasu. Tako da ja, v play-offu sigurno rabiš dobre šuterje za tri, ampak vsaj Dallas je v redni to sezoni. stalo zmage proti Bostonu na koncu, Ja, mislim, ravno ja. med za tri, ker recimo niso imeli dovolj šuterjev. Tako da tudi če imaš elitno recimo igro v raketi, nezaustavljiv pick and roll, dva roll centra, kot sta Gafford in Lively bila takrat. Potem recimo, ko svičajo, pa ko imajo visoka krila, s katerimi lahko svičajo kot Boston in puščajo recimo odprte mete za tri, ki jih ne zadevaš, preprosto to ni dovolj. Tako da to, kar si omenil, no, a veš, za Rocketse recimo, a veš, da imajo izjemno visok odstotek, ampak nizko število poskusov, ja, ne, sej mislim, tako lahko imaš potem tudi elitno obrambo, če imaš izjemno visok odstotek, pa lahko tudi z manjšim številom poskusov čez prideš. Če imaš veliko število poskusov, pa recimo povprečen met za tri je tudi odlično, če si recimo po številu poskusov tam med top 5, top 6 ekipami, pa povprečen po odstotku. Ampak ne moreš pa nikakor biti med najslabšimi 5 ekipami po številu poskusov in po odstotku meta. To pa ne bojo, lej, ker si mogel preživeti celotno sezono, no, in igrati celotno sezono tako učinkovito pod košem, oziroma bojo lahko tako premagovali recimo slabe, pa tudi povprečne ekipe, ampak proti dobrim ekipam, recimo kot smo videli, lahko proti OKC-ju, pa s tako igro preprosto ne bojo mogli priti do zmage, oziroma s tako nizkim številom poskusov za tri in slabim odstotkom zadetih metov. Evo, preden zaključimo, samo še odgovorimo Janezu, ki je v komentarjih vprašal, ali smo videli Tjera, če je imel kakšne ok minute. Torej, to je eno izmed kril, zelo atletskih kril mladih za Lakerse, ki je bil poškodovan. V tej tekmi še ni igral, ne vem, ali zaradi poškodbe ali česa drugega. Torej, To je Ruki, Tjero. mislim. Kako? Ruki je Adu Tjero. Mislim, on sploh še ni igral, mislim, zdaj, če mu uspe preboj med recimo 10, 11 igralcev v rotaciji, bo to zanj verjetno že uspeh. Zdaj, na tej tekmi ga nismo videli. Ne vem, ja, mislim, na papirju, recimo vsaj njegova projekcija je, da bi lahko bil recimo en 3&D igralec, atletsko krilo, in tip igralca oziroma profil igralca, ki jim manjka, ampak preden bo on to postal, dejansko postal recimo nek servisabilen igralec v tej vlogi, pa mislim, da bo preteklo kar precej vode, no. Oziroma, kot sem dejal, če bi bil igralec, ki ti lahko da recimo občasno kvalitetnih 5-10 minut, bo to po mojem že uspeh za Lakerse to sezono. Za naprej bomo pa videli, no, ampak jaz ne bi recimo nanj računal kot na neko rešitev v tem oziru, ki smo ga omenjali, oziroma kot igralca, ki bi lahko zapolnil to luknjo 3&D igralca, ki ga rabijo. Tukaj bi recimo ravno tale Herb Jones, o katerem smo že ogromno govorili in
ki bi ga jaz seveda rad videl v Lakersih, bi bil igralec, ki bi lahko recimo naredil razliko in smo tudi danes videli, pač zakaj je tako visoko cenjen, ker je seveda celotno tekmo tudi ganjal in pretepal Luko po celotnem parketu in ga utrujal, poleg seveda vseh podvajanj. In če imaš enega tazga elitnega obrambnega igralca, je to takoj seveda za ekipo ogromno vredno, ker Lakersi nimajo ne elitnega šuterja, se pravi tricaša najvišjega ranga, ne obrambnega igralca najvišjega ranga, recimo all defensive obrambnega igralca. Tako da tukaj jim predvsem manjka, ampak imajo pa seveda tudi Luko, imajo Risa, zdaj bo nazaj dobili LeBrona, tako da neki pa imajo. No. Tudi Ayton, ki si ga ti ogromno kritiziral, je na tej tekmi dobro odigral na koncu. Zelo dobro bi v bistvu lahko Oprosti, rekel. če na tej tekmi ne bi dobro odigral, pa res lahko gre na klop. Mislim, da se ti ne zdi. Proti komu pa je odigral sploh? Derek Queen ga je držal. Novinec, ki je sicer meni zelo všeč. Še vedno je dal 20 pik z metom 10-11, se pravi, od 11 metov je samo enega zgrešil, 16 skokov, 2 ukradeni, blokada. Edina stvar, ki me pri Aytonu moti zdaj na začetku sezone, so izgubljene žoge. No. Preprosto prepogosto spusti žogo, namesto da bi jo tisto, kar vedno učijo centre, ne spuščati žoge, če dobiš visoko podajo, samo dvign se pa zaključ. On vedno, ali hoče še enkrat driblant žogo, ali jo spusti prenizko in na tak način preprosto izgubi preveč žog, ko bi lahko res samo nad glavo jo obdržal, pa ali položil, ali zabil, ali karkoli. Skyhook vrgel, samo ne jo spuščati. In to je ena taka napaka, ki me res pri njemu frustrira, ampak overall je pa zdaj na začetku sezone dal svoj, dal tisto, kar lahko pričakujemo od njega v sezoni in je recimo za startnega centra na 8-milijonski pogodbi še vedno odlična naložba za Lakers. Tako da, če bo tako naprej igral, in seveda z dodatkom teh manjkajočih še, pa upajmo morda potem še kakšnim tradom, bi znali Lakersi kaj narediti, kaj spodobnega narediti, kakšen odmeven rezultat narediti to sezono, ampak bomo pa seveda videli. Ayton bo vedno dobro igral proti slabim ekipam in vedno bo dobro igral proti ekipam, ki ne igrajo preveč fizično. Ampak čim bodo prišle ekipe, kot so Oklahoma, kot je Houston, kot je Denver, če ga bo nekdo malce bolj fizično prejel, bo on totalno odpovedal. Tako da on pač ima svoje prednosti. Prednost je, da ko greš proti takšni ekipi, kot so Pelicani in podobni slabše ekipe, ko recimo tudi v Dallasu z Luko so Mavericksi večkrat pogrnili zato, ker proti slabšim ekipam so se spustili na njihov nivo. Prijetno tega ni. On bo proti slabim ekipam vedno zelo dobro igral. To je ena njegova prednost. Recimo, ko so igrali proti Spursom, je nadigral Wembanyamo na tisti tekmi. Je bil boljši od Wembanyame, recimo. Ja, zato proti ker Spursom. Pa to je recimo dobra fizična ekipa. Ne, ampak Wembanyama ga ni držal. Imajo fizično dobro ekipo, tudi močna krila in centre, tako da, če gledam recimo tudi proti Minnesoti, je imel solidne tekme oziroma dobro tekmo, 2 dobri tekmi. Ne bi rekel, proti Oklahomi je bil slab, ampak se je bila celotna ekipa porazna v bistvu proti Oklahomi. Te težke tekme še prihajajo. Ni stopil. Ja, bomo videli za naprej. No. Zaenkrat bi rekel, da daje svoj doprinos, da je pozitiven faktor v igri Lakersov, v njihovi postavi in si zato tudi zasluži pohvale. Če bo tako naprej igral, sem rekel. Bomo videli, če bo pa se pokakal, bomo ga pa kritizirali. Ampak zaenkrat se ni. Zaenkrat se ni. Zaenkrat igra zelo... Sigurno dobro izkorišča preveliko pozornost drugih ekip na Luki in Reevesu, to je enkrat ena, to dobro izkorišča. Na to smo računali, da bo pač z Luko toliko boljši.
Jaz bi pa rad videl, ekipa se ni rabila nikoli zanašati na njega kot na enega od ključnih igralcev, ki bi jim lahko prinesli zmago. Takrat, ko se bo to zgodilo, takrat bi jaz rad videl, ali je to naredil ta korak naprej ali ne. In recimo en izmed ključnih igralcev je on lahko v obrambi, takrat, ko se lomi tekma, ko je težka tekma, takrat bomo videli, koliko ga je, če lahko rečemo, v hlačah. Ker, Ja, ne vem, ampak, če ga, mislim, že spet, on igra za 8 milijonov dolarjev in za tak denar ne dobiš pa dobro, boljšega pustimo centra 8 kot milijonov. Aitona. Lej, Ja, Westbrook ne igra za moreš minimum. pustiti, ne, Veš, ne moreš. Westbrook igra za minimum. Pišejo ga, Ja, ja, pa ima skoraj MVP statistiko. Mislim, a bomo rekli, da to je ena dobro, najboljših pogodb. nima Lej, lih MVP statistike, no, mislim, s nekaj takšno, s takšno statistiko nek drugi igralec bi bil zdaj recimo 6., 7., 8. na lestvici za MVP. Ampak noben ne bo rekel, da je Westbrookova pogodba ena najboljših v NBA-ju. Normalno, da ne. In tudi Aitonova ni. Tako da jaz ne bi se vse gledal to skozi prizmo Aitonova 8 milijonov. je, mislim, za 8 milijonov, povej mi, kdo je boljši startni center za tak denar. Ga ni, v ligi ga ni. Mislim, pa tudi Westbrook nima ravno statistike za MVP-ja. 14 točk, 6 podaj, 44% met iz igre. Ni to ravno za MVP-ja, no, Marko. Mislim, malo pretiravaš. Mislim, Aiton igra bolje od poglej par Westbrooka. njegovih zadnjih tekem, no, se boš videl. Ja, govorim o sezoni. V sezoni Aiton je neprimerno bolj koristen za Lakers kot pa Westbrook za Sacramento Kings. In No ja, seveda, čisto ker druga drugačna situacija, pozicija, ampak ne mislim, moreš primerjati, seveda, mislim, se ja. si ti potegnil ven Westbrooka. Ampak jaz sem pravim, povej mi, kje boš dobil, oziroma enega boljšega startnega centra za ta denar. Ga ni v ligi. In zato on trenutno igra precej nad vrednostjo te pogodbe. Če bi želel centra, ki bi ti nekaj podobnega dajal, s podobno obrambo, bi ga mogel plačati precej več, verjetno tam blizu 20 milijonov. Tako da se koliko je Gafford? Gafford je tam 18-19 milijonov Mislim, sigurno, na tudi sezono. tukaj je normalno, da In igrajo. recimo je Aiton trenutno to sezono, tudi če upoštevaš zdravje, boljši recimo kot Gafford bil. A Pa, veš, zaenkrat sigurno. Ne. Tukaj igrajo tudi okoliščine vlogo. Portland še vedno plačuje Aitona. Mislim, če Aiton samo za 8 milijonov ne bi igral. Ampak zato, ker ga plačuje še Portland, mu je 8 milijonov tudi v redu. Veš, mislim, ne. ja, ampak to je toliko, kolikor košta pač Lakerse in mi ga lahko ocenjujemo, a že večji problem je zdaj, da pač LeBron, ki ima 55 milijonov, še ne igra, pa ni še igral in da Lakersom zdaj pač 55 milijonov sedi na klopi, ja. Ampak teh 8 milijonov, ki jih pa Aitonu dajo, jih pa on več kot odplačuje. No. Mislim, je igra nad nivojem te pogodbe in tukaj ni kaj, no. Mislim, tukaj ne moreš biti tak hejter, Aitona, ves čas. Sej, se bojo verjetno že prišle tekme, ki ga bomo res lahko hejtali, pa ki nas bo znerviral s kakšnimi nespametnimi potezami, pa se naredi kakšno neumnost, sem omenil, kakšna izgubljena žoga preveč. Zagotovo ni perfekten ali pa tudi idealen center za to ekipo, ampak za 8 milijonov pa boljšega ne moreš dobiti in tudi za precej več. Tudi recimo, če bi podvojil to vsoto, bi težko dobil boljšega, če bi rekel za 16 milijonov. Tako da iz tega vidika, veš, je to čist dobra naložba Lakersov in tukaj jih ne moremo kritizirati. Luka je to dobro zrihtal, oziroma njegov agent. Ja, dobro zrihtal. Ok, mislim, da smo počasi prišli na konec Spacea. Blaž, Dino, če nimaš ti še kaj za povedati, ali zaradi najinega vnetega debatiranja si spet obsedel na klopi. Blaž ima neke probleme tudi z YouTubeom, kakor sem jaz videl že parkrat, mislim, da je še ni pogruntal, upam, da mu to kmalu rešili. Drugače pa nič, prišli smo na konec Spacea. Matej, Blaž, če bi rada še kaj povedala, drugače se bomo počasi poslovili.
Ja, ne, sej, to tekmo smo obdelali, danes v bistvu po noči spet igrajo, tako da se bomo pol še jutri slišali, pa lahko mogoče potegnemo črto pa tudi pod kakšne druge tekme ali pa druga dogajanja. Sej drugače, spremembe v Dallasu, tektonske premike, odpustitev Nika Harrisona smo pa že obdelali, pa lahko najdete, ta space tudi, med posnetki. Pa ne vem, a je že na YouTubu ali še ni, nisem preveril, ampak na, vrhu mojega profila ga lahko najdete, pa tudi poslušate, če še niste. Tako da, kjer smo seveda na dolgo in široko obdelali to topiko in, Mavericksi še naprej, izgleda tonejo in tankajo in tisto, kar si omenil, Marko, ja, to je lahko ena, debata za naprej, kaj bi lahko od Dallas Mavericksov pobrali Lakersi. Mislim, da bomo o tem še lahko debatirali letos, ker se zna zgoditi, da bojo, Mavericksi res šli v neko razprodajo, ampak bomo o tem seveda kakšnem od prihodnjih spacov še govorili. Ok, hvala vsem, ki ste nas poslušali v soboto zjutraj. Lepo se imejte do naslednjič, slišimo se jutri, jutri zjutraj verjetno bomo videli, jaz mislim, da ne bom uspel priti na space, tako da boste verjetno Matej in Blaž to zrihtala. Uživajte in, še vikend, kar ga je ostalo in se slišimo. Adijo. Adijo. Že